Impol bo celovito digitaliziral proizvodne procese livarne v skupini Impol. V ta namen je podjetje decembra lani z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo podpisalo pogodbo o izvedbi projekta Indigo. Z digitalizacijo poslovnih procesov bodo v Impolu večali uporabo recikliranega aluminija in s tem zagotavljali trajnostno poslovanje skupine. Projekt Indigo je na ponedeljkovi novinarski konferenci podrobneje predstavil vodja projekta dr. Denis Špelič, direktor podjetja Alkat. Pa smo si v projektu zastavili, novo arhitekturo, neko centralno podatkovno skladišče, imenovano Data Fabrik, ki bo omogočil, da bomo vse podatkovne vire, bodisi to stroji, senzori, PLC, SCADE, da bomo vse to zbirali v nekem centralnem podatkovnem skladišču in v bistvu omogočili to zbiranje na podlagi podatkovnega transportnega protokola za komunikacijo, tako imenovanega MQTT. Ko bomo imeli podatke zbrane vse na enem mestu, pa bodo se potem vsi ostali moduli potem navezali na to centralno podatkovno skladišče in od tega črpali podatke naprej. Poleg tega smo si v bistvu nekako zadali tudi, da bomo malo nadgradili, usposabljanja z tehnologijami navidezne resničnosti, zato bomo pripravili vsebine za zaposlene in novozaposlene, prav tako pa želimo malo dvigniti kakovost vzdrževanja s pomočjo obogatene resničnosti, augmented realityja. Poleg tega bomo v projekt vključili tudi ostale napredne tehnologije, kot so internet stvari, IoT, potem Industrial Internet of Things, kot tudi algoritme umetne inteligence, algoritme strojnega učenja, prej omenjeni AR, VR, Big Data in napredne avtomatizacije. Mogoče ključno tudi to je, da smo v projektu v bistvu vključili vse udeležence oziroma zaposlene, ki bodo delali z temi moduli, smo v bistvu že v začetku vključili, zato da soustvarjajo v bistvu produkte, kar pa bo omogočilo, da bomo vse te rešitve lažje implementirali potem v procese. Mogoče na tem mestu še izpostavimo modul Green Aluminij, ki je za nas ključnega pomena, z njim pa želimo nekako doseči povečanje deleža recikliranega materiala, zmanjšanje ogljičnega odtisa livarne in pa nekakšno napredno spremljanje v realnem času procesa litja, s tem pa bomo omogočili potem tudi zmanjšanje porabe energije in pa energentov. Če si pogledamo, trajnostne učinke projekta, definitivno se bo zmanjšal obseg administrativni del, nekako želimo doseči brezpapirno poslovanje v naši livarni. Vodstvene odločitve se bodo sprejemale na osnovi podatkov v realnem času, sedaj imamo več različnih podatkovnih silosov in potem mogoče gledamo te podatke v različnih sistemih. Povečanje uporabe sekundarnega aluminija in zmanjšanje ogljičnega odtisa, ko so povedali, širitev doseženih rezultatov projekta v hčerinske podjetje v skupini Impol, nekakšno pilot oziroma prvi projekt bomo postavili tukaj v Slovenski Bistrici v livarni, potem pa bomo v bistvu vso to znanje, izkušnje in pa tehnologije, ki jih bomo tukaj nekako osvojili, razširili še potem v naši livarni na Hrvaškem, TLM Šibenik, in pa potem na livarno v Srbiji, Sevojnem, Seval. Ko bomo nekako imeli postavljene vse te temelje, pa potem nadaljujemo z našimi, drugimi divizijami valjarništva in pa diviziji stiskalništva. Vsekakor bomo vključili tudi naša pridružena podjetja, Rondal, Stampal in pa Final, tako da bomo imeli neko zaključeno celoto. Kot rezultat pa definitivno želimo nekako povečati prihodke celotne skupine. Glavni izvršni direktor Impola Andrej Kolmanič je novinarjem predstavil tudi poslovanje podjetja v letu 2022 in načrte za to leto. V letu 2022 lahko zaključimo kot precej uspešno poslovno leto za skupino Impol. Proizvedli smo nekje okrog 245.000 ton izdelkov, kar je manj kot v letu 2021, takrat smo proizvedli cirka 270.000 ton. Ustvarili smo nekje končni rezultati še niso znani, znani bodo nekje v roku enega meseca. Ustvarili smo nekje okrog 1,1 milijarde evrov prihodkov in pa dobiček iz poslovanja, kjer bo presegel nekje 100 milijonov evrov. Kot vidite, dajemo ogromen poudarek livarništvu. Gre za projekt v vrednosti 50 milijonov evrov. Projekt je strateško prepoznan s strani Republike Hrvaške. Smo v fazi pridobitve
gradbenega dovoljenja in pa okoljevarstvenega dovoljenja. Kar se tiče Slovenske Bistrice, širimo kapacitete kovanja in pa širimo kapacitete finalizacije. Na ta način želimo podaljšati naše proizvajalne verige ter dodajati vrednost aluminija, ki ga pač obdelujemo znotraj industrijske cone.